Prav lepo pozdravljeni. V prejšnji oddaji smo govorili o Medijskem gradu. Tokrat v tej oddaji bomo govorili o nekoč cvetočih Medijskih toplicah. Veliko o zgodovini Medijskih toplic ve naš strokovni sodelavec Marjan Klančnik. Pa bi mogoče, gospod Marjan, začela kar s to res cvetočo zgodovino tega objekta, sicer je bil takrat drugačen, tega prostora, kjer se je res trlo turistov iz cele Slovenije. Res je, ampak sami začetki teh toplic segajo v davno leto 1877. Postavil jih je domačin Alojz Prašnikar, doma iz sosednjega hriba, iz bogate kmečke družine. On je pretežno deloval v Kamniku, tam je zelo dobro poznam, pri nas je popolnoma zamolčan, prav zato sem se ga lotil in sem ga raziskal. Ko je v Kamniku močno obogatel in postal častni občan mesta Kamnik, se je vrnil v domač kraj in iz nostalgije postavil še tukaj Medijske toplice. On je kot otrok hodil v te tople izvire, o katerih je pisal že Valvazor, in je z neke nostalgije odkupil posest, torej medijsko posest, hkrati pa to področje, kjer stojimo danes, kjer so pač bili ti topli vrelci, o katerih je pisal že Valvazor. Očitno je Alojz Prašnikar Valvazorja dobro poznal, ker se je naslonil na njegovo podatke iz slave Vojvodine Krajinske in je začel z iskanjem močnejšega vira tople vode. Tu pa nastopi doktor Branko Rajšp, ugledni zgodovinar, ki je v svoji študiji gradu Medija zapisal, da je Prašnikar tu, kjer midva zdaj stojima, iskal premog, pa je naletel na toplo vodo. No, temu ni tako, temu sem jaz ves čas oporekal, že nekaj let, odkar se zanimam za tega Prašnikarja. Namreč doktor Rajšp je napisal, da je Prašnikar povabil sem uglednega geologa Petersa iz Gradca. Je pa spregledal, da je bil Peters ljubiteljski geolog. On je bil zdravnik po poklicu in specializiran za balneologijo, to se pravi strokovnjak za vrelce. In zato je Prašnikar njega povabil iz Gradca, da je analiziral vodo. Valvazor je napisal lečno vodo. Ali se splača tukaj postaviti toplice ali ne. No in izgleda, da je Petersovo mnenje bilo pozitivno in Prašnikar je investiral precej denarja, da je na tem mestu postavil te toplice, ki so bile ene izmed najlepših izrez. On je zahteval, da bojo vsi leseni deli izrezlani po švicarskem vzorcu. Povabil je uglednega maserja in te toplice so počasi zacvetele. Pretežni sloj, ki je obiskoval te toplice, to so bili bogati meščani iz Ljubljane in iz Zagreba. Kajti prihajali so po železniški progi, to je ta južna železnica, in jih je pač bilo treba prepeljati iz železniške postaje Zagorje ob Savi do sem. To je 9 kilometrov, vozili so jih kočije pretežno po vsakem vremenu. In je ta pot bila v bistvu silno naporna. So jih pa tu čakali 3 bazeni, vrhunska postrežba, tako da je Prašnikar v časopisu Slovenski narod objavil oglas, kjer je napisal, recimo, zanimivo, za otroke in služinčat ceneje, To se pravi, da so te meščanske družine, da so se lahko postavile, pripeljale s seboj še svoje služinčat, Potem je bil tu prostor za 6 jahalnih konj, je bil prostor garaže za avtomobile, torej vse možno razkošje.
ki pa ni trajalo dolgo. Najprej je bila Prva svetovna vojna, je trajala polna 4 leta, je tudi meščanski sloj čutil pomanjkanje in si enostavno niso več mogli privoščiti teh toplic. Potem je prišla gospodarska kriza leta 1929 do 1932. Gospodarska kriza je razvrednotila delnice teh meščanov, valuta je izgubila vrednost in so spet te toplice nekako zamrle. Nekako 1932. leta se pa tu pojavi en Hrvat, Ferdinand Kraševec, ki je že imel v lasti Tuheljske toplice in je domneval, da bo iz teh opustelih toplic naredil, da bi jih obnovil in naredil neko zanimivo turistično točko, ki bi pač nosila denar, ne. Se je pa seveda tukaj zakalkuliral, zato ker so te toplice postajale nekako prometno izoliran otok. Prevzele to funkcijo so druge toplice in je šlo tudi s temi Kraševčevimi toplicami proti dnu. Ni vedel Kraševec, kaj bi naredil in jih je ponudil v odkup ljubljanski Banovini. Ljubljanska Banovina je imela namreč v svoji lasti že Rogaško Slatino in je Kraševec nekako domneval, da bi jih prodal, čeprav so bile v izredno slabem stanju, ne. Treba je tudi povedati, da je on vzel za obnovo toplic 2 velika kredita, ki jih je zelo težko odplačeval. Banovinska uprava je pa najprej poslala sem strokovnjake, da bi videli, v kakšnem stanju so te toplice, ne. Seveda ta stroka jih je ocenila kot popolnoma razsulo, da se jih ne splača obnavljati in jih Banovinska uprava tudi ni odkupila, ne. Potem so te toplice pričakale 2. svetovno vojno. V toplicah so se naselili Gestapo pa SS. So jih tudi demolirali. Izginil je hotel, ki ga je postavil Valvazor. Ta hotel, Prašnikar, ta hotel je imel 26 sob, posebno hišo za služinčat. V glavnem, največ škode so potem naredili pač okupatorji. No in leta 1945, ko je nastala situacija, da je tedanja oblast enostavno pobirala lastnino, je Kraševec naredil modro potezo, da se je teh toplic rešil tako, da jih je podaril maršalu Titu. Jaz sem to precej v tem času, od leta 1945 naprej, v Pokrajinskem arhivu v Celju skoraj ni nobenih podatkov. Sem pa našel recimo dokument s Titovim podpisom, s katerim je to darilo, te toplice, maršal Tito podaril slovenskim sindikatom. Slovenski sindikati so ugotovili, da je to eno veliko minsko polje, ker tista 2 kredita iz prejšnjega sistema sta 2 banki uveljavljali. In republiški sindikati so spet naredili modro potezo, pa so jih podarili sindikatom v Trbovlje, ne. No, in jaz od tu naprej nisem raziskoval, ker se me te stvari, prvič ni bilo gradiva. Jaz moram pač biti zelo temeljit, moram navajati vire, kje dobim kakšen podatek, a ne. In karkoli se je dogajalo po letu 1945, sem jaz zanemaril.
No in to sem jaz napisal v neki publikaciji, ki je polna recimo avtentičnih zapisov, fotografij. Druge svetovne vojne. Ja, predvsem zato, ker ta Alojz Prašnikar, ki je ustanovil te toplice, kjer je zaposlil najmanj 30 ljudi in so teh 30 ljudi so bili ekonomsko preskrbljeni. Ko pa sem jaz po sprehodu hodil recimo tam mimo te piramide, ki je Prašnikar postavil v čast Valvazorja, o tem Prašnikarju nismo vedeli nič. Kako je to mogoče, da človek, ki je postavil toplice, ki so kruh dajale do leta 1990, kako da je tako zamolčan? In to mi je dalo tisto voljo, ga bom jaz raziskal in sem ga, ne. Tako to je vse. In kako zdaj spremljate ta razpad Medijskih toplic? Verjetno vam pri srcu ni prav toplo. Ga sploh ne spremljam. Sicer hodiva ženo tukaj mimo vsake toliko časa na sprehod, ne. Ampak ko pogledamo te razbitine, ne samo razvaline, ne, si pač mislim, že vedo, kaj so s tem naredili, ne. In niti najmanj ne, jaz mislim, da tudi Prašnikarja ne bi, ne. Tisti časi so bili lepi. Jaz sem tle noter priobčil barvno fotografijo Medijskih toplic neke nedelje, ko nam je še najbolj šlo. Ko nam je bilo najlepše. To je iz leta 1965. In danes, ko gledam, in ti ljudje, ki berejo to mojo publikacijo, ne, so čustveni in mi pravijo, gospod Klančnik, šele zdaj vidimo, kaj smo imeli, ko smo se kot otroci hodili sem kopat, ne. In to je moje največje zadovoljstvo, ne. No, z nami je tudi predsednik Sveta krajevne skupnosti Izlake, Franc Ravnikar, tudi rojen Izlačan, ki se prav dobro spominja, kako je bilo nekoč v teh toplicah, ki jih žal ni več. Kako se vi spominjate tistih otroških let, svoje mladosti tu na Medijskih toplicah? Ja, jaz se teh Medijskih toplic prav lepo spominjam, imam v lepem spominu, kako je bilo to lepo, ko smo zahajali tu po dnevu. Velikokrat smo pa tudi šli po noč, po težkem delu, ko smo ga opravljali na kmetiji, ker sem pač kmečki fant. Kadar je bila mlača ali spravilo mrvek, smo bili vsi prešvicani, umazani, smo skočili pod ograjo noter in lepo v bazene. Nismo sam mi bili, pa moji bratranci, ki so prišli meni pomagati iz Ljubljane. Ampak tudi tile sosednji kmetje tle okrog so rad zahajali v toplice. Tu za mano imamo tudi kupolo, s kateri je pred leti, v mladih letih, on je orankar Anton, 10 let stariji od mene, on je bil strasten plavalec in strasten skakalec v vodo. Čeprav je bil bazen plitk, komi meter globok ali pa 1,10 m, on se je pognal v dolino in vedno je pristal pravilno s celo glavo. Njegov pomočnik ali pa sovrstnik je bil tudi Gošče Stane, ki ga vsi poznamo dobro, on je bil nekaj časa direktor ETija Izlake, moj dober prijatelj tudi, če se tako zavzame. In kot pravim, lepi spomini me vežejo na toplice, kakor tudi ta objekt, arkade so vedno iste, ki so bile prej, samo zadnja stena se je na nov napravila pa razširila, da so toplice malo drugačne, ampak meni so se stare toplice zdele veliko bolj prijazne. Prijazne pa zaradi tega, vsi smo bili enaki. Tukaj ni bilo gospode, ko bi človek rekel, jaz sem pa doktor, jaz sem pa inženir, vsi smo bili enaki, smo prišli noter, se pogostili, popili, pojedli, punco pripeljali, smo malo zaplesali in tako je bilo krasno. Ne smem pa ne pozabiti, v toplicah pa Izlake so izgubile zelo zanimivo stavbo.
čez tale potok, tule zraven Orehovica, je bila krasna vila. In to vilo so mogočni že pred leti, mislim, takoj po vojni podrli in uničili. Za današnje čase bi bilo pa to zgodovinska stvar, zelo krasna za pogledati. Mislim, da jaz to, ko sem hodil po svet, po Avstriji, Nemčiji, pa v Švici, pa v Belgiji, pa vse posod, kudar sem bil, vse take zanimive stvari obnavljajo, pa rihtajo. Mi pa naš moderni veljaki, takratni po vojski, takoj to, kar je starega, je treba porušiti pa na novo narediti. Pa so si pa delali hiše tle vzad, zato vile so pa svoje hiše delali, tudi s kamna pa take stvari. Kako kot Izlačan gledate na ta propad Medijskih toplic? Verjetno vam je hudo. No, za ta propad, kakor je zastavljeno vprašanje, mi je pa najtežje. Ne samo meni, ampak nam vsem Izlačanom, mi smo plačevali 8 let samoprispevka. In s tem samoprispevkom se je naredila taka sramota za Izlake, za nas. Mi smo ponižani, tisti, ki je pa to prodal, pa pač vemo, kdo je to prodal in ne bomo zdaj govorili o takih stvarih. Prodal ga je pač enemu tajkunu, ko ni znal upravljati z kapitalom. Čeprav so bili politični, ampak kljub temu niso bili dobri upravljavci. No, pred kakšnim tednom so bila skupaj v Vivatu, v termah Vivat. Res kraj živi s temi toplicami, pa tudi s toplicami 3000 v Moravskih toplicah. Dalo bi se tudi tu živeti, kaj ne? Ja, krasno. Ta izlet, ko smo ga mi dva imela, to pri 14 dnevi v Vivadu, to je zelo fino. Glejte, jaz sem v večjih toplicah že bil in vse posod se jaz pogovarjam z domačini, kako živijo s toplicami, kaj delajo, koliko ljudi zaposlenih. Poglejte, v Vivadu so 2 toplice, sam čez cesto greš, pa imaš Moravske toplice pa Vivat. In terme 3000, mislim reči, pa Vivat. V Vivadu nova gradna, 80 ljudi, domačinov zaposlenih, še malo iz Hrvaške jih pride, pa mogoče tudi kot drugot. V glavnem živijo s krajem. Izlaške toplice bi isto lahko. Mi imamo blizu Ljubljano, blizu imamo Celje, pa še Trbovlje pa Zagorja, bi se mirne duše hodili tu kopati. Seveda napaka je bila takrat, ko se je tole nazadnje obnavljalo. Toplice bi mogli imeti zaprte bazene. Zaprtim bazeni si da služiti. Ne pa letni bazen, ko je sam za meseca pa 2. V mojih mladih letih 1. maj je bil zmeri otvoritev Medijskih toplic. Zdaj ga pa junija odpremo. To pa že skoraj ne more nikamor več pripeljati. Vem, da se radi kopate, pa takšno optimistično vprašanje za konec. Se boste še kopali v Medijskih toplicah? Kaj pravite? Ja, kakor sem jaz do zdaj še trden, čisto odkrit povedan, željo imam. Sam, če bom pa to dočakal po vprašanje, samo prispevka pa vem, da nam ne več del za to. Bom šel pa rej v Moravske ali kam drugam. Če boste oddajo spremljali, jo všečkali, jo delili, našli jo boste na mojem Facebook profilu, tudi kaj komentirali, kaj predlagali, boste lahko prišli do bona za pico v restavraciji in piceriji Naš hram Kisovec. Več pa na mojem Facebook profilu. Na tem mestu je bil nekoč zagorski bazen Selo. Povsem blizu stanuje podjetnik in podpredsednik Slovenske ljudske stranke Primož Jovševar. Takole se spominja časov, ko je bazen deloval. To je bil en tistih prvih trenutkov, ko smo se srečevali z vrstniki, pa ne samo tukaj lokalnimi, tudi drugimi iz Zagorja. Smo se sploh spoznavali. Poleg tega, da smo se v šoli pa na kakšnih takšnih prireditvah, je bilo tudi to ena tistih, dogajanj. Bolj, športnega, tazga prostočasnega značaja. V redu je bilo. Lepe spomine imam na to. Kako ste gledali potem zelo odblizu najprej na ruševine, potem so to vse prekrili, da se zdaj nič ne vidi? Kako ste gledali na propad tega bazena? Sočasno pa tudi na propad Medijskih toplic?
tako bom rekel, takrat smo bili še malo mlajši, nekako smo izgubili en tak prostor za druženje v poletnih dneh. Najprej smo začeli hoditi na Medijske toplice, takrat v okviru tistih organiziranih prevozov, ampak tudi tisto je bilo že nekako oddaljeno, pa starši so bili potrebni zraven, pa to smo imeli vse v bližini, v centru Zagorja, to je bilo naše, ne. Potem so pa še to zaprli, smo pa nekajkrat šli v Trbovlje, ampak to ni več to, ne. Ni tistega kulturnega, ali pa bom rekel športno-kulturnega središča, ki je bil, ne. Dopoldne smo se malo tukaj posončili, malo zaplavali, popoldne se še spomnim različne te videoigrce, pa biljarde. Rekel je bil tudi en tak uvod v družbeno življenje, bolj kasneje, ne, ko smo ga mladi tukaj iz Zagorja imeli. Vaš oče je bil, pa je še vedno vpet v lokalno politiko. Vi ste podpredsednik Slovenske ljudske stranke. Ko nekaj uspe, rečemo, za to so poskrbeli politiki, čeprav večkrat rečemo, če nekaj ne uspe, za to so krivi politiki. Koliko je tu res krivda, da v Zagorju nimamo bazena, da v Zagorju ni pravega bazena, kriva politika? Ja, tako bom rekel, zdaj ko pogledam iz tega konca, ne, kaj politike lahko naredimo v Sloveniji, vsekakor je odgovornost na nas. Ker mi smo tisti, ki imamo, ne, pa jaz bom rekel, se z zagorsko lokalno politiko nisem tako veliko ukvarjal. Ampak če nekdo močno želi, da se nek prostor združevanja ohrani v nekem mestu, se to vedno da narediti, ne. Če pa ta želja mogoče ni tako zelo močna, kot je bila v začetku, potem pa pride do takih težav, bom rekel, do take situacije, kot je tukaj. Zdaj, v tem času so v Zagorju tudi mnoge druge točke srečevanja, od mladinskega centra pa do raznih takih, bom rekel, mladinskih organizacij, ne. Ampak to je bil vedno en tak neformalen prostor, kjer smo se dobivali tudi kasneje, ko smo bili malo starejši. Se spomnim še tukaj, ko je imel Žerko potem gostilno, ja. Pa smo prišli na tiste znane ledenkote njegove, pa takšno pa druženje je bilo. Nekako malo držalo je skupaj. Tako da jaz upam, da se bo to nekaj naredilo, ne. Ali bo to bazen ali kakšna druga taka, bom rekel, športno-kulturna, prosta točka združevanja Zagorjanov. Jaz mislim, da bo to vsekakor pozitivno, ker se rodijo tudi kakšne dobre ideje, pa prijateljstva. In to je tisto, kar je resnično pomembno, ne. To smo mi prinesli iz mladosti, tukaj smo se spoznali z nekaterimi, ko se še vedno poznamo in smo dobri prijatelji ostali. Hodite veliko tudi po Sloveniji, poznate kar nekaj toplic, mislim, da ste se ravno zdaj tudi vrnili iz toplic. Veliko kruha dajejo toplice mnogim domačinom. Bo kdaj v Zagorju spet tako, da bodo nekateri živeli od recimo toplic, od bazena? Bom tako rekel, turizem je ena taka osrednja os tistih občin, krajev, ki si to želijo imeti, ne. Tu ne daje samo kruha tistim, bom rekel, ko so neposredno povezani ali pa vpeti v neko turistično organizacijo. Jaz sem bil zdajle v Moravskih Toplicah, tam gor sicer kompleks je super, fenomenalen, ne, ampak od tega ima cel kraj nekaj. Od različnih stojnic, ki jih imajo domačini, pa takih drugačnih turizmov, ki jih ponujajo, ne. Bom rekel, celotna skupnost od tega veliko pridobi. Hkrati ima tudi vpogled, bom rekel, izven naših meja, ker pridejo tudi tuji gosti. Zame je turizem nekaj, kar bi mogel imeti nek kraj, če želi biti velik v takem pomenu besede. Kaj reči za konec? Imeli smo Medijske toplice, imeli smo bazen Selo. Obljubljali so nam pri osnovni šoli Toneta Okrogarja v Toplicah nov bazen. Nič od tega nimamo. Pravijo pa, da imamo več, kot imajo veliki. Rečejo tudi lepo, lepše Zagorje. Spremljajte nas, bodo tudi druge teme. Srečno!